Dobro, lepo pozdravljeni v novi oddaji podcasta iz Centra Ogol. Na začetek vse poslušalce vabim še enkrat, da nas sledite na vseh platformah, kjer nas pač poslušate. Gledanost se dviguje, številke gredo navzgor, ampak še vedno bi potrebovali malce več sledilcev. Tako da se tudi vsem zahvaljujemo tistim, ki delite oddaje naprej, in prosimo tisti, ki ste zadovoljni z oddajami, da nas tudi podelite naprej. Mi pa gremo kar v novo oddajo, tako da z nami tokrat Iztok Kavčič, nov gost, ki ga bi jaz na hitro predstavil. Zdravo, Iztok, da bom predstavil, da vemo. Dober dan, zdravo. Ok, v glavnem, končal si fakulteto za šport, potem si nadaljeval študijem na naziv magisterij, se pravi po starem programu še, ne, zdaj po novem, bolonjskem. Midva se poznama iz delovanja v reprezentancah, nogometnega razreda, usposabljanja trenerjev. Bil si vodja mladinske šole, tako v Interbloku kot v Gorici, večkrat državni prvak z mlajšimi kategorijami, generalno kadeti mladinci, trener v Mariboru, članski trener tudi vmes v Gorici, predavatelj na fakulteti za šport, predavatelj zdaj na Primorski univerzi, se pravi kot zunanji sodelavec. Verjetno sem kaj pozabil, tako da se ti opravičujem, ampak danes si ti v vlogi vodje programa za usposabljanje trenerjev na Nogometni zvezi Slovenije. Sem približno dobro povedal, sem to mi povej. Mislim, da si zajel bistvo, ja. Tako da pustimo podrobnosti. Da tisti, ki ne gledate, ne, Iztok je star 85 let, nam bo malo podelil, glede na izkušnje, ko jih že ima. Ok, midva se dosti dolgo poznama, tako da rekla sva na začetku vse, ne, tvoje izkušnje iz prakse in iz teorije zagotovo veliko štejejo danes v vlogi, v kateri si, ne. Ja, sigurno, teorija ti da neko ozadje. Dobili smo jo na fakulteti, ampak potem sama teorija je premalo, potem mislim, da izkušnje iz prakse ti dajo še potem nekaj več, oziroma nadgradiš, povežeš to teorijo, včasih vidiš, da tudi mogoče neka teorija ne velja, ker tudi vedno praksa potem spreminja teorijo, ne. Tako da, ja, zlasti pol izkušnje iz prakse in v reprezentancah in pri delu kot neki pomočnik različnim selektorjem ali pa direktorjem reprezentanc, pa ne vem, profesorjem na faksu, potem ti dajo tiste praktične izkušnje, ki vidiš, kaj pa pije vodo teorije, kaj pa ne, pa tudi včasih se moraš znajti v tem poklicu, včasih tudi z neko improvizacijo, ker ne moreš vsega vnaprej predvideti, ampak mislim, da praksa je tisto, ki da nekaj več. Ok, zdaj generalno, ko midva sva v tistem obdobju, ne, ko se je digitalizacija v proces treniranja nekje v štartu upeljala, ne. Sem bila tudi v reprezentancah dostikrat zadolžena, predvsem za te rezanje raznih videoposnetkov, ko so prve variante CD-jev bile, ne, ko smo se matrali pol, kako spraviti te velike fajle na tiste male CD-je, ko si verjetno marsikdo danes ne predstavlja, kam stlačiti onih 750 megabajtov, ko je bil včasih CD velik, ne. Ampak jaz dostikrat rečem, zdaj primerjati nogomet 30 let nazaj, pa danes je isto, kot da bi gledal, kak je bil avto Formule 1 nekoč in danes, ne. A je to dobra primerjava, pa kak ti gledaš danes na celotno zadevo, kam gre ta nogomet naš? Ja, nogomet se spreminja, tako kot se spreminjajo vsi športi, in v smislu materiala, in v smislu ritma, in v smislu načina treniranja, in zato, kar je bilo včasih moderno, danes ni več moderno in je treba neprestano spremljati trende, v katero smer gre, se izobraževati. Tudi mi poudarjamo, da tudi ko naredi neko diplomo trener, ni konc, ampak še vedno bo mogel sam tudi delati na sebi, sam se izobraževati, ker to je živa stvar, nogomet je živa stvar in vidimo tudi pri najboljših moštvih, da ne igrajo vedno na isti način, da stvari se spreminjajo, da včasih smo imeli, ne vem, tiki-tako, danes to ni več toliko moderno, pa so se pojavile nove smernice, tako da, ja, živa stvar je in je treba se nadgrajevati. Zdaj, na koncu ali na začetku, če pogledamo, ne, usposabljanje trenerjev,
Kje pridobivajo trenerji znanje ali pa kako so ga pridobivali nekoč in kako ga danes, je to ena dost velika razlika. Ne. Včasih so bili trenerji več ali manj prepuščeni sami sebi, zdaj v Sloveniji prvi takšen sistematičen način usposabljanja je pa postavil, pa če ti malo naprej poveš, da verjetno malo bolj veš kot jaz. Dobro, vsi vemo, doktor Elsner je bil, rekel, ta oče tudi današnjega usposabljanja, doktor Branko Elsner. Mislim, da je postavil zelo dobre osnove, po katerih potem so se tudi druge države zgledovale, in mislim, da ene stvari so zelo dobre tudi danes in jih ohranjamo. Je pa normalno, da je to začetek teh osnov vsega precej nazaj in da vmes se tudi nogomet spremenil in je treba tudi nekatere stvari nadgrajevati. Ok, pa zdaj, če mogoče se vrnemo v te neke naše začetke ali pa ne vem, kar nekaj let je zadeva dosti podobno funkcionirala, kako je do zdaj, rečemo, izgledala usposabljanje pred spremembo, recimo zakona o športu, ki je tudi pri nas ene stvari že spreminjal, potem pa še dodatno, se pravi, spreminjala UEFA. Dobro, usposabljanje se je spreminjalo v teh nazivih, po številu ur. Nazadnje, kar sem jaz malo posegel nazaj, ker smo pripravljali program za UEFAC, smo videli, da že leta 1995 smo mi imeli ta UEFAC kot neko osnovo, UEFA je to kasneje dala, ne. Ta UEFAC je sistemsko implementiran na področju Evrope šele z lanskim letom, so druge države dobile zahtevo, da je potrebno začeti s C-jem, ne. Vse države sploh niso imeli C-ja. Tako da mi v nekaterih stvareh smo celo UEFA prehitevali. Tako kot si rekel, leta 2017 se je število ur nadgradilo tudi na osnovi zakona o športu, ker veleva neke obvezne vsebine. Mi imamo 5 obveznih vsebin na nivoju UEFAC, ki smo povezali z strokovnim delavcem 1 za državo, ne, in zadostimo državo s temi 80 urami UEFAC in strokovni delavec, to dobijo tudi kandidati dvojno diplomo, eno državno, eno nogometno. In smo združili tudi zahteve za strokovni delavec 2 na nivoju UEFAB, kjer tudi imamo določene obvezne vsebine in smo mogli upoštevati smernice države. Hkrati na drugi strani pa smernice UEFA, tako da mislim, da to je šlo skupaj in to so tudi moj predhodnik Brane Elsner z sodelavci so dobro to združili. Kaj zdaj to pomeni iz vidika nekoga, ki bo postal trener, kaj pomeni strokovni delavec 1 in 2? Strokovni delavec 1 že lahko v bistvu ima tudi odprto svojo obrt in preko njega služi denar. V čem je bil prej problem? Strokovni delavec 1 je nujni pogoj, da lahko nekdo stopi na teren, in to velja za vse športe, tako da tle se država je postavila neke standarde, kdo lahko deluje v športu, in to velja za vse športe. Tako da ene države tega nimajo in zato imajo lahko tudi že pred C-jem neke manjše tečaje v manjšem obsegu in so tudi starši vključeni in volonterji, ne, v drugih državah. Tle pri nas je pa ta začetna točka strokovni delavec 1, da lahko sploh stopiš na teren, da si lahko ti da neke vsebine športne vade posreduješ. Za strokovni delavec 2 pa imaš potem tudi vodenje ekip, ne, pač je malo višji nivo in so tudi še dodatne obvezne vsebine, ki jih je dala država. Z področja psihologije, medicine, osnov športne vadbe, ne, tako da je par predmetov, ki jih je dala država kot obvezne. To pomeni zdaj, če izhajam iz tega, da je država tista, ki je posredovala vmes, pomeni, da klubi, ki nimajo ali ki imajo trenerje, ki nimajo primerne usposobljenosti, se pravi, ki niso usposobljenost trener 1, sploh ne bi smeli ali so v bistvu v zakonskem prekršku potem. Se pravi, klubi, ki omogočajo takim delavcem. Načeloma so v zakonskem prekršku, ne samo klubi, tudi kandidati, ker po zakonu o športu obstajajo tudi eno poglavje globe, ne, svoje kazni, ki bi bile v primeru, da pride inšpektor, ne, tako da
Gre na vse odgovorne osebe, ne samo klub, ampak tudi sam kandidat lahko prejme globo. Zdaj, zaenkrat teh inšpekcijskih nadzorov niti ni bilo toliko, pa ne poznam, ampak mislim, da prihodnje bo država tudi pozorna na to in tle pač vsi klubi bi mogli to zakonodajo upoštevati in biti pozorni, kdo gre na teren, da je usposobljen strokovnjak, ki ima določene kompetence, znanja v skladu s tem zakonom. Kakšna je trenutna situacija glede števila trenerjev v Sloveniji? Je trenerjev dovolj, premalo? Kje ti, midva sicer vemo, da smo imeli, zdaj vidim, da se že malo smejiš, ne, ampak vemo, ne, se pravi, zakonom v športu smo mi izgubili skoraj 2 leti, ker nismo mogli usposabljati trenerjev C, ne, glede na to, da sem jaz vključen tudi zraven. Potem je prišla še žal ta naša ljuba korona, ki nam je še dodatno onemogočila določene stvari, ampak kje smo mi danes, ker veliko trenerjev mislim, da je v tem času tudi pač odnehalo z delom ali so se pač pogoji za delo spremenili. Kakšne so aktivne številke? No? Ja, aktivne številke jih imamo v registri, ampak ta register naših trenerjev v nogometu, imamo bazo podatkov, ampak veliko je neaktivnih. Zdaj, če poslušaš klube in če gledamo, kak imamo priliv trenerjev na ta usposabljanja naša, bom rekel, da je trenerjev trenutno premalo in tudi klubi pravijo, dajte še povečati število tečajev, zlasti na tem C nivoju, ne tle takoj zapolnimo, glede na kapacitete, ki jih imamo, glede na število zaposlenih, ki jih imamo, pač mi smo limitirani, da lahko imamo 5-6 C-jev trenutno letno, več ne gre fizično. Na C je koliko slušateljev? Omejili smo zgornjo mejo na 32, pred leti jih je bilo tudi več, ampak smo pazili na neko kvaliteto tečaja, da izboljšamo, tako da v prihodnje je želja, da to številko še spravimo nižje dol, da bi imeli po 24-25 največ na tečaj, pa tudi več učiteljev, da izboljšamo kvaliteto, s tem tudi izboljšamo znanje, če so manjše skupine, zlasti na ta način, ki UEFA hoče, da delamo po majhnih skupinah, pa da tudi slušatelji imajo besedo, pa da imamo to interaktivnost, je lažje to delati v manjših skupinah. In razmišljamo o večjem številu tečajev, pa o manjših skupinah. Ja. Ampak, če se vrnem na tisto vprašanje, trenerjev je, bom rekel, glede na pritisk, ki ga imamo na vpis, bi rekel, da je premalo in da je interes velik. In bomo poskušali v bodoče tudi število tečajev povečati in upam, da tudi število predavateljev, oziroma da se kader še poveča v bodoče, da imamo možnost to fizično izpeljati. Se pravi, sami klubi so dostikrat pobudniki. Jaz pa žal moram reči, da tudi kar jaz opažam, ne, dosti trenerjev že dela, čaka na to, da bojo lahko sploh ki še niso trenerji, no, ko so kandidati, že dela v klubih, ker se klubi pritožujejo, da je težko najti trenerja, ki bi bil pripravljen sploh delati, ne. Ja. Tako da midva razumem, da jih Ja, potrebujemo. dostikrat klubi kličejo, pa sprašujejo za ta mesta, ker se dostikrat zgodi, da kandidat najprej pride v klub, potem ga pa klub usmeri, ne, da je potrebno papirje zrihtati, pa tudi v končni fazi neko znanje pridobiti, ne, kar je bolj bistveno, ne. Zato imamo usposabljanja, ne zaradi papirjev, ampak bolj, da se naučijo pravilno delati, ker ni vseeno, da s kom delaš, pa pri kateri starosti, ker to največkrat te bivši igralci potem kar prenašajo neke treninge iz prvega moštva še na ta male, ne, ampak to vemo, da ni optimalno, da imamo nek biološki razvoj, pa da niso vse vsebine primerne za vse starostne kategorije. In tle je prav, da se usposabljajo, tako da dostikrat klubi, dostikrat pa tudi posamezniki, predno grejo v klub, se že sprašujejo, ja, da bi šli na to pot trenerstva. Okay. Zdaj, ob problemu, se pravi, samega števila kadra, ne, mi se srečujemo potem tudi z raznimi drugimi težavami, ki se pojavljajo v smislu tudi samega usposabljanja trenerjev. Se pravi, sami predavatelji, kdo so, na kakšen način so, od kje prihajajo, glede na to, da smo dosti mala država, verjetno, ne, je verjetno tudi ta del potem problematičen, ker
neki nam diktira UEFA, kako bi naj zadeva funkcionirala, neki pa država in se pravi, sami interesi so dosti različni. Zdaj, v preteklosti, glede na to, da je pač sta bila vodilna, rečemo, za samo usposabljanje dr. Elzner, pa potem dr. Verdenik, potem je Bran Elzner nekje v to usposabljanje prevzel na nogometni zvezi, ampak je še vedno zelo veliko sodeloval za fakulteto. Zdaj se tu ene stvari precej spreminjajo tudi, ne. V kateri smeri pa zakaj? UEFA je že pred leti, točno bi znal povedati, Brane, ne, je moj predhodnik, dala zahtevo, da usposabljanja trenerjev v nogometu morajo voditi zveze, oziroma nacionalne panožne zveze. In je potem tudi pred leti ta nosilc postala tudi pri nas nogometna zveza, ker v končni fazi UEFA tudi da neka finančna sredstva zvezam, da sledijo programu, ki ga narekuje UEFA. UEFA pa želi čim bolj poenotiti program šolanja pa usposabljanja trenerjev v vseh članicah, da bi nekje bili isti standardi pri nas kot v drugih državah. In s tem namenom, če je zveza izvajalec, ima tudi UEFA možnost neke stvari zahtevati. Če fakulteta izvajalec, ni te povezave fakulteta UEFA, ne. In tle v zameno, kjer dajo finančna sredstva, je treba tudi neke stvari izpolniti. Imamo tudi kontrole strani UEFA mentorjev naših, tudi pridejo k nam na tečaje, se z njimi pogovarjamo o oblikovanju skupnih programov oziroma teh bodočih programov, tako da imamo redno komunikacijo in je s tem tudi lažje neke stvari dvigati ali pa poenotiti ali pa uvesti nove programe, če je ta direktna povezava nogometna zveza UEFA. A je UEFA kdaj dala sploh idejo, zakaj se je tako aktivno začela vključevati v samo usposabljanje trenerjev po celi Evropi? Ja, ker vsi se zavedamo, da če bomo imeli boljše trenerje, da bo tudi produkt boljši. Se pravi, da bo tudi igralci boljši, da bo na koncu tudi igra boljša in UEFA je že tako ali tako pred vsemi ostalimi celinami, kar se tiče kvalitete nogometa, ne, in kar se tiče organiziranosti, z procesom izobraževanja oziroma usposabljanja trenerjev, pa želi imeti nekako iste standarde znotraj cele Evrope in da čim bolj izenači neko znanje, da tudi ta prosti pretok trenerjev, če nekdo gre v drugo državo, da tudi vejo, da nekje prihaja iz istih standardov. Tako da proces usposabljanja je za UEFA zelo pomemben, ker s tem ti tudi dviguješ nivo igre, če imaš ti dobro delo v klubih, če imaš znanje trenerjev na določenem nivoju in tle UEFA skrbi za rast, za dvig kvalitete tudi na tem področju. Ker to je v bistvu pomenilo potem, da v prejšnjem sistemu, preden se je UEFA vključila z izobrazbo, ki si jo ti pridobil v Sloveniji, recimo si težko delal v tujini. Takoj, ko imaš pa oznako UEFA zraven, pa v bistvu je to certifikat, ki ti omogoča potem delo praktično kjerkoli. Ja, je prosti pretok, ker so te modre diplome, prej smo imeli nacionalne diplome, zdaj pa imamo te modre, ampak po predhodni odobritvi UEFA, ne, se pravi žira panel, komisija, ki preverja programe, ki od nas nekaj zahteva, neke standarde, ker nekdo z to modro diplomo UEFA C, UEFA B lahko gre delati v Avstrijo, v Italijo, ker dejansko naj bi bil nivo znanj, kompetenc isti. Dajmo še eno stvar tu sam razložiti. Zdaj mi ves čas poudarjamo usposabljanje za trenerje. Zakaj ne govorimo o izobraževanju za trenerje? Ja, to je pa zakon o športu pri nas nekako strogo ločil te dve besedi. Izobraževanje poteka preko rednega, se pravi preko šol, osnovna šola, srednja šola, fakultete, tam se izobražujemo, medtem ko na teh tečajih v športu se uporablja pa beseda usposabljanje, ker se za nekaj pripravljaš, usposabljaš za neko specifično področje. In zato je v zakonu o športu to ločeno, da izobraževanje pomeni ta splošni del, ne, oziroma proces šolanja preko javnih ustanov, medtem ko preko panožnih zvez potekajo pa tečaji in se usposabljaš za delo v športu.
razjasnimo ta del, pa te imaš še dva termina zraven, ne. Kaj je razlika med potem izobrazbo, ki si jo pridobil, ali usposobljenosti, ki si jo pridobil, in licenco, ki jo ima trener? Ker to doskrat normalno mene zmoti to, ne, ker poslušam, se pa ves čas v medijih pojavlja ta dva termina, ki sta pa zelo različna. Ja, tle veliko ljudi ne loči, tudi ko kličejo, sprašujejo, jaz bi se vpisal na licenco C in tako naprej, ne, ampak Brane Ezner je dostikrat lepo povedal, da licenca je dovoljenje za delo, ne, in ti jo vsako leto obnavljaš z seminarji in s temi točkami in je pod okriljem trenerske organizacije naše. Se pravi, trenerska je zadolžena za izdajo licenc in tudi je zadolžena za to nadaljnje izobraževanje preko teh seminarjev, ki potekajo na vseh nivojih, ne, C, B, A, Pro poteka trenutno pač v Portorožu, ne, te zadnje lokacije, ki smo jih imeli, ne, in so te letni seminarji. Se pravi, mi imamo vsako leto letno potrjevanje licenc. Medtem ko preko šolanja, se pravi, ko se oni usposobijo, ne, ko naredijo tečaj, pa prejmejo diplomo. In diploma pomeni, da si ti usposobljen za določen nivo. Ni pa nujno, da ti dvigneš potem isto licenco, ne. Se pravi, ti z diplomo UEFA Pro ne rabiš dvigati licenco UEFA Pro, če ne boš delal v prvi ligi, ker tam se pač to potrebuje. Če boš delal z mlajšimi, ti bo dovolj mogoče licenca C, ki ravno tako lahko dvigne s to visoko usposobljenostjo. To je ta razlika. Eno je diploma, ne, usposobljenost, ki jo prejmeš, ko zaključiš tečaj, ko uspešno opraviš, medtem ko licenca je pa dovoljenje za delo, da ti lahko neko ekipo vodiš pa treniraš. In to je pod okriljem pa trenerske. Tle imamo pač ločene. Mi imamo diplome, trenerska ima pa izdajo licence. Trenerska organizacija omogoči, da lahko potem opravljaš delo, s tem, da imaš te pogoje, kar si rekel, ne. Letno je potrebno zbirati točke z obiskom raznih seminarjev, ravno kar so potekali v Ljubljani, ne. Tisti za 10 ali 20 točk je bil zdaj, ne. Tisti glavni so potem za A pa Pro so 50 vredni in potem unovčiš te točke, da lahko naslednjo sezono opravljaš poklic. Če pa nimaš tega, pa žal ne moreš delati, ne. Ja, to te sili, da se neprestano nadgrajuješ in rekel, slediš trendom in zato je zadolžena trenerska in mi imamo pač letno. Imamo, rekel, višje zahteve, ker UEFA dejansko zahteva na vsake 3 leta naj bi obnavljali licence, nekatere države to delajo na 2 leti, nekateri na 3 leta, mi pa imamo to letno obnavljanje licenc in trenerska skrbi za dvig obstoječih trenerjev, da se dousposabljajo oziroma da se nadgrajujejo s temi seminarji. Okej, do zdaj, kako so zadeve bile postavljene v smislu od najnižje usposobljenosti do najvišje, s tem, da jaz bi tu še enkrat vseeno poudariš, ker tistega, ki bo zanimalo, pa bo šel, ne vem, na UEFA-ino stran, bo verjetno zasledil tudi grassroots in še nižjo usposobljenost, ki jo ima UEFA, in to je UEFA D. Zakaj? Ti si prej rekel, da tega nimamo, sicer pa mi poskušamo na grassrootsu veliko delati, se pravi na teh najmlajših osnovah, kjer bi se ne igrali z njimi v vrtcih že in potem naprej, ampak zakaj pri nas tega ni? Zaradi zakona o športu. Ja, nekatere države imajo te hitre tečaje, 10 ur, 15 ur. UEFA se je zamislila naziv Grassroots Leaders, to so pač te vaditelji, nogometni vaditelji in tle dostikrat veliko držav vključuje starše, tehnične vodje ekip, prostovoljce, da se na hitro izobrazijo oziroma usposobijo. S temi tečaji Grassroots Leaders, ki jih poimenujejo, pri nas pa to ne gre skozi, ker pač država zahteva višji standard 80 ur, ne, da lahko nekdo prejme strokovni delavec in stopi na teren in ni s tem v prekršku, ker je dovolj usposobljen za državo. Tako da to pri nas nekako ni izvedljivo, te predtečaje, ki jih imajo Irci, na primer, ali pa Čehi, bili smo zdaj precej okrog in oni nimajo teh omejitev. Mi pa dejansko začenjamo pot za UEFA C, strokovni delavec ena,
ravno z tega vidika, ker moramo imeti 80 ur in s tem tudi zadostimo in UEFA in državo glede kompetenc. Okay. Do zdaj so bili kateri nazivi? Ali so še? To imamo, ja, tudi objavljeno na naši spletni strani, to strukturo. Jaz tudi sem pripravil en PowerPoint, da lahko mogoče si lažje poslušalci predstavljajo, kako imamo sedaj, oziroma kako smo imeli do sedaj in kako bomo imeli v bodoče, ker prihaja do določenih sprememb, uvajamo neke nove programe. Zdaj ne vem, ali bi jaz zdaj to kar šeraš, ja. pokazal. Lahko kar zraven govoriš, tisti, ki bojo sam poslušali, da bojo vedeli, tiste, ki bo pa zanimalo, bojo prišli na YouTube pa pogledali še to. Lahko. Trenutna struktura je ta, ki je bila tudi javno dostopna na naši spletni strani. Ko se nekdo prijavlja na usposabljanje, je bilo pač zdaj to. Na desni strani je vidno, kaj imamo mi za državo, katere diplome in kako mi to povežemo s temi nogometnimi diplomami, tako da z UEFA C mi izdamo potem tudi strokovni delavec 1 za državo, z UEFA B izdamo tudi mi strokovni delavec 2. Država zahteva sicer te 100 ur, mi imamo 120 ur, ker imamo tle še neko pedagoško prakso med moduli in s tem mi obveznosti do države izpolnimo. Na to tisti, ki imajo dovolj prakse, pa tudi zdaj po novem prakso v nogometu 11 na 11, lahko grejo potem na UEFA A, ki je bilo 220 ur in na to sledi še ta nacionalni pro, ki je bila pri nas pač specifika, in UEFA Pro. To so bile te temeljne diplome, medtem ko te specialne, do sedaj smo imeli Futsal C, pa trener UEFA Futsal B. In isto tle vzporedno z državo smo izdali tudi enko pa dvojko strokovni delavec. In pa z vratarji smo uspešno že imeli potrditev programa trener vratarjev C, smo jih že večkrat izvedli. Trener vratarjev UEFA B smo imeli tudi 2 generaciji in lani smo zaključili za trener vratarjev UEFA A in zdaj čakamo na potrditev UEFA, da smo program kvalitetno izpeljali in da lahko izdelamo tudi diplome za te kandidate. Vstopni pogoji so tudi napisani spodaj, se pravi, vsak, ki prihaja na naše usposabljanje, je mogel vsaj 3 leta igrati aktivno nogomet, potem 4. stopnja izobrazbe, to je tudi zahteva države, se pravi srednja šola, polnoletnost, to je tudi zahteva zakona o športu, in pa mi smo dodali še nekaznovanost, zlasti to zoper spolno nedotakljivost, da nekdo, ki prihaja v delo z otroci, ni imel predhodno prekrškov na tem področju. UEFA-ina struktura oziroma iz trenerske konvencije 2020 želi, da poskušamo ta model usposabljanj poenotiti po celi Evropi. In to, kar smo se prej pogovarjali, oni imajo te grassroots leaders, kar pač pri nas je premalo, da nekdo lahko stopi s tem na teren. In imajo dejansko te temeljne diplome, core program, temeljni programi, in pa imajo te specialne diplome za mlade, specialne diplome za vratarje in specialne diplome za futsal. Ja, UEFA pač želi to strukturo nekako poenotiti po celem teritoriju. In če pogledamo našo, prihaja do razlike tle nacionalni pro, UEFA Pro, da imamo nekako 2 ločeni stopnički, tle imamo enotno. In na osnovi te smo zdaj pripravili, zdaj se vidi vizija nove strukture, ja. Smo pripravili nekako to shemo, da bomo po UEFA C, UEFA B, to naj bi bil temelj za kasnejšo specializacijo, da kdor se vidi v članskem nogometu, bo nadaljeval z UEFA A, UEFA Pro, da kdor se bo videl v mladinskem nogometu, bo imel cenejšo pot in tudi krajšo pot v primerjavi s tem stolpcem v diplomi oziroma v tečaju UEFA Mladi B pa UEFA Mladi A. In s temi dvemi naj bi tudi nadomestili tisti trener pro, ki smo ga imeli tle, ker za to trener pro usposobljenost so bili lahko kandidati tudi vodje nogometnih šol pa trenerji mladincev. Sedaj bo pa nekako ta diploma
se jih bo pripravljalo, da bodo dobili ustrezna znanja in kompetence za to mladinsko ligo, pa za vodje nogometnih šol. Potem vratarji ostaja isto, ne, imamo trener vratarjev C, trener vratarjev B, trener vratarjev A. Z mentorji iz UEFA se pogovarjamo zdaj za oblikovanje programa za kondicijske trenerje, za nogometne kondicijske trenerje, ker vemo, da veliko kondicijskih pri nas je iz neke atletike, da nima nekega ozadja iz nogometa in tle želimo tudi narediti korak naprej in tle nas tudi sili UEFA in je prav, da čim prej tudi to pripravimo. In v planu je tudi šolanje za videoanalitike, ampak nekako z letom 2024, ker tudi to je področje, ki se izredno hitro razvija, ki je koristno. Mi imamo malo dobrih videoanalitikov in na tem področju mislim, tudi lahko naredimo korak naprej, če pripravimo kvaliteten program za šolanje, za usposabljanje teh specialistov in pa normalno futsal C, futsal UEFA B, to pa tudi že imamo. Tako da ja, to je nekako ta vizija, da imamo alternativo, da po UEFA B lahko se odločijo tudi za to pot mladih, ki bo poudarjala zlasti razvoj, zlasti napredek, ne toliko samo igro na rezultat ali pa neko organizacijo igre, ampak bolj delo za razvoj igralcev. In tle bomo šli bistveno bolj v globino, kot smo prej na prejšnjih šolanjih. Prvo podvprašanje bi imel tu, če lahko nam vsem poveš, kaj se bo zdaj s temi nacionalnimi prav dogajalo? Ja, zdaj te spremembe pač kot prvo vodijo v spremembo tudi licenc za vodenje ekip, tle pa smo usklajeni z trenersko organizacijo in z našim licenčnim oddelkom, ki potem od klubov tudi zahteva primerne licence za vodenje ekip. Trenutno je bilo tako, da nacionalni pro, ki je v rdeči barvi, smo imeli za pomočnik trenerja pri članih v prvi ligi, samostojno vodenje druge lige, samostojno vodenje prve mladinske, pa vodja nogometnih šol. Zdaj, zato smo mogli najti alternative, če se to nekako zamenja, ker šolanja pač več ne bo, oziroma tečaja trener pro ne bo več. Smo rekli, bomo ohranili licenco, se pravi, da ne jemljemo nič tem, ki so to opravili v preteklosti, ampak te, ki prihajajo po novem sistemu, bomo dali tle besedo ali, ne, da ali po ta starem sistemu nacionalni pro, ali po ta novem sistemu mladi A za vodenje prve mladinske lige, oziroma za vodenje mladinskih šol, mladinskih programov v prvi ligi. Isto za drugo ligo, ali UEFA A ali mladi A, ker bomo imeli zdaj to vzporedno pot in s tem bomo tudi omogočili večjemu številu kandidatov, da se lahko šolajo in naprej usposabljajo, ker zaznali smo težavo, da na UEFA A smo imeli strašno velik vpis. Saj na zadnjem razpisu je bilo 60 prijav, 30 smo jih sprejeli in dejansko polovica je odpadla. Sedaj ta polovica, ki je odpadla, bo imela alternativo še v vzporedni poti za mlade in s tem bomo lahko 50-60 ljudi od zdaj naprej šolali tudi za ta višji nivo, ker prej smo bili omejeni na 30. Tako da tle vidim jaz prednost. Edino, kar spuščamo, je pomočnik v prvi ligi, da bo lahko UEFA A, to pa zato, da bomo imeli te trenerji, ki bodo opravili UEFA A, tudi dovolj mest, da nabirajo trenerske izkušnje, da se nekega dne potem vpišejo na UEFA Pro. Ker tudi v drugih članicah je UEFA A zelo močna diploma in so lahko pomočniki v prvi ligi na profesionalni ravni in tle bo isto tudi pri nas, da z UEFA A bo lahko tudi že v prvi ligi nabiral izkušnje in se s tem učil, da bo mogoče nekega dne kandidiral na UEFA Pro. In pa zelo pomembno, da tudi ta mladi B bo dovolj za vodenje lige U15, ki je državna liga, in mladi B bo dovolj za vodenje druge lige U19, tako da te mladi B, mladi A so alternativa in bomo specialno šolali za te kategorije. Če pogledamo še spremembe na MNZ nivoju, ni sprememb, še vedno imamo UEFA B za člane, UEFA C za pomočnike. Futsal komisija
bo obravnavala tudi predlog trenerske, da se futsal tudi dvigne nivo za U19 pa za drugo ligo, to smo imeli na zadnji komisiji za usposabljanje, je bil ta predlog, in da se dvigne nivo pri ženski futsal ligi iz futsal C na futsal UEFA B. In pa nova zahteva, kar se tiče licenciranja klubu, da bo od sezone 2025-26 bojo imeli vsi prvoligaši, bojo imeli zahtevo, da imajo usposobljen kader tudi na področju treniranja vratarjev, ker te diplome zdaj obstajajo in imamo te programe, da so tudi te specialisti ustrezno usposobljenosti za delo na najvišjem nivoju, se pravi trener vratarjev UEFA za članske ekipe in trener vratarjev UEFA B za mladinske programe. Tako da to so nekako te zadnje spremembe, ki smo jih usklajeno naredili z trenersko in z licenčnim modelkom. Kar se tiče pa te, kar si mi vprašal prej za trener pro, nekdo, ki je naredil trener pro v preteklosti ali preko fakultete ali preko usposabljanja na NZS, mi smo dali prošnjo na UEFA za prekvalifikacijo, se pravi, da bi te imeli možnost v nekem 3-letnem obdobju zaprositi in kandidirati za prekvalifikacijo v uradno UEFA diplomo, ker če trener pro greste v Avstrijo ali pa v Italijo, pa nekam čez mejo, te diplome ne poznajo, imate avtomatsko UEFA. Če bi pa uspeli s to prekvalifikacijo ali v Elite Youth A ali ta mladi UEFA, ne, ali UEFA Pro, je to mednarodno veljavna diploma. Tako da zaprosili smo za prekvalifikacijo, bomo pa videli, kaj bomo dobili kot odgovor. Aha, se pravi, če bojo sploh možno to. Ja, zdaj to čakamo naslednjo komisijo žira panela, prošnja je bila poslana, mi bomo tudi takrat online prisotni za vprašanja, glede na to, da je to kar velik izziv za nas in za te trenerje, da bi jim omogočili, da si pridobijo, ne, na osnovi teh 300 ur, ki so že opravili, da bi lahko dobili uradno UEFA diplomo, ker pač trener pro ni. Ne, jaz mislim, da bi to potem bilo velik plus za naše trenerje, da bi lahko prišli do te modre diplome, da tudi če gre v tujino in velja več kot UEFA, ne, ker trenutno jim velja v tujini samo UEFA, nacionalni pro je poznan samo, oziroma je diploma, ki jo lahko uveljavlja samo v Sloveniji. Čuj, tu noter bi te jaz še vprašal, ko se pravi po novem sistemu, ko bomo mi prehajali na, da bo nekdo opravil UEFA B in se bo mogel zdaj odločiti, ali bo šel na UEFA A ali bo šel na mladi B. B, ja. Ja, ampak iz UEFA A bo še vedno lahko šel potem na mladi A ali ne? Ja, na mladi A so dve poti. Aha, Na mladi A sta pač dve poti, ena pot je ta, da se gre preko mladi B in da bojo imeli potem tudi vmesno prakso za mladi A. Druga pot je, da tudi če imajo že UEFA A diplomo in bi radi bili vodje nogometnih šol v prvi ligi, ne, ker UEFA A je dovolj za biti vodja nogometne šole v drugi ligi. In par klicev sem imel v preteklih tednih, da se želijo usposobiti, ker so vodje mladinskih programov, ne, bojo pač šli direktno iz tle, zato imamo to puščico, in se vpisali na mladi A. Za mladi A bomo imeli 2 vstopni točki, ali preko mladi B ali preko UEFA. Ker tam sem potem videl, da se pravi s tem mladi A boš ti lahko potem tudi trener v prvi mladinski pa kadetski ligi. Tako je, ja. Mladi A... Ker tu je pod vprašanje, z UEFA Pro pa ne boš mogel potem delati kot trener kadetov mladincev prve lige. Ne, zavedati se moramo, da UEFA Pro je višja diploma, kot je UEFA ali pa mladi A. Se pravi, boš še vedno lahko delal. Tako. UEFA Pro je tista najvišja diploma in veliko imamo tudi mi teh UEFA Pro trenerjev, in če je bil sposoben za ta najvišji nivo, je avtomatsko tudi sposoben nižje voditi. UEFA Pro je več kot pro. Ja, ne, saj jaz razumem to, ampak smisel, da je tudi v EFI-ne standardi, da grejo bolj v to ozko specializacijo, glede na to, da bomo delali z različnimi starostnimi skupinami. Ja, ampak mi bomo tudi ohranili licenco pro, ne? To ne pozabiti. Licenca pro bo še vedno veljavna in ti z UEFA Pro lahko dvigneš tudi licenco pro, ki ti omogoča potem vodenje mladinske lige. Tako da, če nekdo je že dosegel UEFA Pro, pomeni, da ni težav za vodenje mladincev pa za vodenje mladinske šole, ker bo tle pro ali mladi A. Ne? Star sistem, nov sistem.
Okay. Zdaj, tu znotraj, se pravi, ko si imel še dodatne zraven vsebine, ne? Zdaj, ko smo midva štartala, ker smo par let na razen štartala, v tem procesu usposabljanja so bili samo od C do Pro, ne? Kasneje je potem prihajala UEFA, pa so prihajale futsal, usposabljanja, pa zdaj nazadnje so se priključevala tudi usposabljanja za vratarje. Se pravi, ker tudi v preteklosti, ne vem, na klopi vratarji niso smeli sedeti, ali pa so imeli pač, se pravi, so prišli na teren, ogreli vratarje in so šli dol z igrišča. Zdaj v prvi pa drugi ligi so lahko zraven, rečemo pri mlajših pa niso ponovno v zapisniku, ne. Ampak kako bo to, rečemo, v prihodnje, v katero smer bi naj potem šlo tudi zraven, se pravi, ko govorimo še midva o videoanalitikih, ko govorimo še o kondicijskih zraven, ponovno prva liga ima možnost kondicijskega in kondicijski ob strani lahko ogreva. Rečemo, če ima tretji ligaš kondicijskega, ga pa ne sme ogrevati. A je tu tudi kakšna direktiva UEFA ali pa kaj ti meniš, kam bo šlo, če nimaš konkretnih, kam bo potem to naprej šlo, ker prvoligaški, kadetski, mladinski pogoni bojo zagotovo po moje v 5 letih imeli kadeti kondicijskega zraven na tekmah, nekateri verjetno že tudi imajo, pa bojo potem tudi skrbeli za to, da bo igralec primerno ogret, da bo primerno ogret potem šel v teren, ker vsi vemo, da tam na konc linije, ker jaz ne morem kot trener dol iti, se dret, pa ogrevite se, pa tudi če mu napišeš protokol ali pa če je nekje, če ni nekoga zraven, ki bo fanta ogreval, bo verjetno slabo ogret, kar je pa potem riziko poškodb in vsega ostalega, vemo, se dviguje. Kam ti misliš, da bo, rečemo, ta trend šel? Ja, ponavadi gre eno z drugim, ne, ko UEFA da neke nove zahteve v smislu programu, kot je zdaj dala za kondicijsko pripravo, da morajo članice tudi pripraviti, ker tle pač prihaja do razlike, eni to že imajo, eni nimajo in potem UEFA da neki rok, da se to poskuša izenačiti. Ponavadi gre eno z drugim, ponavadi tudi v te pravilnike za licenciranje klubov da tudi neke nove zahteve, kaj naj bi mogli klubi imeti za dosego določene licence. Je to UEFA licenca, je to prvoligaška, drugoligaška, tretjeligaška. In mislim, da bo šlo v smer povečevanja strokovnih štabov, da bo šlo še več ljudi na klopi, ker tako je šlo v zadnjih letih, ne, da prej je bilo manj, zdaj, tako kot si omenil, je v prvi ligi že lahko kondicijski, 2 zdravstvena delavca, ne, trener vratarjev, je več mest za strokovni tim in mislim, da bo šlo v tej smeri naprej tudi potem nadol, za nižje lige, je pa treba ceniti, potem vsaka država ima normalno svoje možnosti, da oceni, kaj lahko od klubu zahteva. Ne more naš licenčni oddelek zahtevati isto kot licenčni oddelek v Nemčiji, kjer klubi imajo še več specialistov, še več denarja, ne, tle potem vsaka država ima pristojnosti, da določi, kaj je za neko okolje realno, kaj pa v tem trenutku ni realno, pa ne moreš od klubu zahtevati. Imaš ti neke minimalne standardne, nagor pa vsaka država oceni, kaj lahko od klubu zahteva v danem trenutku, od prvoligašev, drugoligašev, tretjeligašev, tudi glede na finančno stanje. Ampak v zadnjih letih je šlo to na povečevanje števila specialistov. In če UEFA uvaja nova šolanja za specialiste, bo nekega dne tudi licenčni oddelek to dal noter, da sploh klubi na tem najvišjem nivoju naj bi imeli še to, ker s tem potem silijo ljudi, da se specializirajo, da se šolajo, da se znanje izboljšuje, ne? In to gre ponavadi eno z drugim. Ok, zdaj midva smo prišla do neke točke, rečemo, da vemo približno, kdo lahko kaj dela, ne? Tam smo tudi videli, koliko ur potrebuje nekdo, da se usposobi. Zdaj, prej si omenil, ne vem, mi na leto naredimo 5 do 6 usposabljanj za trener C, ne? Za trener B nekje 2, to še drži, bo obstalo ali bomo kaj povečevali? Naslednje leto imamo že plan, da bi naredili 6 ali 7 UEFA C tečajev, pa 3 tečaje za UEFA B. Imamo tudi že lokacije, Rogoza, Ajdovščina pa Dobrova. Tako da bi imeli enega na vzhodu, enega na zahodu, enega centralno. Tako da povečujemo že drugo leto število tečajev, glede na potrebe.
ampak mislim, da bo še vedno premalo. Tako da razmišljamo tudi o tem, da usposobimo več ljudi za predavati, da bi lahko tudi še število povečali. No. En UEFA, te specialne To sem tečaje. hotel nadaljevati. Ne. A je pa do zdaj bil tako, da eno leto je bil A, naslednjo leto je bil Pro. Ne? Ja, tako je bilo do zdaj, ker prej je bilo še manj ljudi, zdaj zveza je začela bolj vlagati tudi v ta oddelek, da nas je več, da smo prišli od 1 na 3, pa administrator, pa razmišljamo zdaj tudi o specialistih, ne, za kondicijsko pripravo, pa vratarje. Tako da upam, da bomo sledili temu trendu, da se vlaga v razvoj kadru, ker dejansko boljši kadri bojo tudi boljše produkte proizvedli, na koncu bi mogli biti potem tudi rezultati boljši, ampak to ni proces, ki bo jutri viden, ampak je to zahteva svoj cajt, ne. Ampak treba je začeti o tem razmišljati. In UEFA je bil na vsake 2 leti, zdaj imamo pa na vsako leto, ker traja tudi zdaj usposabljanje dejansko 12 mesecev, imamo 3 module, 240 ur in zaključimo dejansko znotraj enega leta, tako da UEFA bo vsako leto, medtem ko UEFA Pro na 2 ali 3 leta, s tem, da UEFA Pro kot celoten tečaj bo štartil na začetku leta 2024. Zdaj, mi je malo šla misel, ampak bomo hitro prišli nazaj. V tem sem procesu usposabljanja, ne, kakaj je, ko si rekel, ne, zdaj smo iz enega smo prišli na 3 plus administrator, ne. A daj nam malo predstav, da bomo vedeli, recimo, koliko ljudi dela v okoliških državah na procesu usposabljanja, zato da vemo, s čim se ti danes rečemo ukvarjaš. No? Ja, jaz sem se pred meseci ukvarjal s tem, kako prepričati vodilne pri nas, da smo podhranjeni v tem oddelku, in sem naredil analizo na osnovi drugih držav in čisto konkretno številke, da imajo, ne vem, Srbi imajo 8 profesionalcev, da Čehi imajo 18, da Irci imajo 11 plus 10 regijskih, se pravi 21, da ima Wales 18 profesionalcev, ki skrbijo za izobraževanje oziroma usposabljanje nogometnih trenerjev. Finci 9 in pripravil sem analizo približno 10 držav. In, ki niso 80 milijonske, ne? Ki niso, ne. Wales ima samo milijon več od nas, pa jih ima 18, ker ima 2 specialista za vratarje, ima nekoga, ki skrbi za spletno stran, ima enega videoanalitika. V glavnem, imajo veliko specialistov tudi znotraj procesa coach education oziroma usposabljanja trenerjev. In ko smo potem mi to videli in spoznali, smo rekli, mi tudi moramo nekako slediti temu, da se dvigne pri nas strokovne kadre, ker druge države tle res veliko vlagajo za napredek nogometne igre in smo začeli tudi pri nas malo več vlagati in sem dobil letos 2 sodelavca plus administratorja skupaj z trenersko organizacijo, smo se tle nekako dogovorili za financiranje enega človeka in v podobnem smislu želimo tudi še enega zaposliti za vratarje in mentorstvo skupaj s trenersko, da si nekako razdelimo te stroške, ampak mislim, da in specialist za kondicijsko pripravo, glede na to, da uvajamo šolanje, ne, ki naj bi delal v reprezentancah, v nogometnem razredu, pa pri nas predaval. Tudi glede na to, da smo nabavili te GPS-e, da smo bili tudi tle v zaostanku, da lahko imamo ta monitoring na treningih reprezentanc, pa na tekmah, ne, ker v to smer gre, da imamo kontrolo obremenitev. Tudi za mlajše, ja. Že prakticiramo GPS-e, ker smo jih nabavili s pomočjo Fundacije za šport, kar smo hvaležni. In tle tudi mi zdaj zaposlujemo malo več, ker je treba tle vlagati, da se dvigne slovenska stroka. Zdaj, ko govoriš, ne, prihaja nov kader, ta nov kader je treba tudi pač usposobiti, da bo lahko naprej predajal to znanje. Ja. Eno je, kaj smo mi do zdaj delali, Ja. to znanje verjetno smo več ali manj pač lažje predali naprej, to, kar pa UEFA zahteva, kako pa pol ta usposabljanja za vas, ki predavate, rečemo vzgled. Tle tudi UEFA skrbi za to, da bi bili predavatelji tudi čim bolj enotni in zato moramo mi do junija 2023 usposobiti naše predavatelje z tečajem, planiramo 11-dnevni tečaj
In tle smo zaprosili za pomoč, glede na to, da UEFA je nam velik support, imamo res dobro podporo in imamo zdaj tle UEFA mentorja iz Nizozemske, Ruud Doktor, ki nas bo obiskal v januarju in februarju in potem verjetno še enkrat v aprilu, da te tehnike predavanja, kako narediti predavanje interaktivno, uporaba teh flipchartov, delavnice, reševanje problemov znotraj skupin, kako potem te grupe poročajo. Pač mi smo se to učili na teh UEFA seminarjih v zadnjih letih, kako imeti te principe izobraževanja odraslih, katere tehnike uporabiti, da ti vključuješ, ne vem, primer smo imeli Samirja Handanovića, ki je bil na UEFA-C, zakaj ne bi Samir spregovoril pred ostalimi, kako on razmišlja o nogometu, ker vemo, da je maksimalen profesionalc, pa razmišlja o nogometu 24 ur dnevno. In zakaj ne bi tak človek potem odprl usta na naših šolanjih, pa da mi slišimo kot predavatelji, pa drugi. V to smer gre UEFA, da ljudje, ki imajo izkušnje iz najvišjega nivoja, ki so bili igralci, ki imajo trenerske izkušnje že, tudi spregovorijo in povejo njihovo mnenje, povejo njihovo razmišljanje. In zato je treba biti usposobljen, da imaš te določene tehnike, kako jih vključevati. In v ta namen bomo imeli usposabljanje predavateljev v prvi polovici leta 2023, kjer pa bo prišel iz UEFA mentor na Brdo in bomo organizirali ta notranje izobraževanje, da lahko še več predavateljev prakticira ta način interakcije z kandidati. To, da veš, ne, za intermezzo smo že v drugem polčasu nekaj časa. Počasi bo že podaljšek. Brez pauze smo. Ne, malo za šalo, ampak ok, se pravi zdaj, ko se to vse doizobražuje, je potrebno, tako kot si rekel, zadevo predati naprej. Zdaj, jaz tudi dostikrat poslušam, da tudi naš šolski sistem, ne, tako kot je bil naše usposabljanje do zdaj zelo tako frontalno nastavljeno, pomeni predavatelj je prišel, odpredaval, nekdo si je nekaj zapisal, nekdo si ni, neki so si naredili pač izmenjave že iz prejšnjih let, kar se tiče materiala, šli domov, naučili in potem je bilo to. Ko so naredili izpit, je bila zadeva konc. Mi dva se spomnim zelo dobro, ko smo bila na Nizozemskem, ne vem, kjerga trenerja točno smo gledali, bil je en nizozemski reprezentant, ko je imel trening, se spomniš, in so nam razlagali, na kak način so imeli, se pravi, že Nizozemci, to je bilo 10 let nazaj, kar smo videli, bila gor, mi je bilo fascinantno, da so se oni enkrat na mesec, skupina 8 trenerjev dobila, kdo je odvodil trening in potem so imeli skupno diskusijo, kako zadevo narediti boljše, drugače, se spomniš tega, ne? To se spomnim, ja. In smo dostikrat diskutirali, tudi mi, da smo imeli te debate, kako spraviti to v slovenski prostor. Ti meniš, da je to pri nas možno in v katerem času je to možno, da bi se rečemo kaj tajega tudi pri nas zgodilo, ker moje izkušnje, zdaj se pravi, če gledam, da sem zaključil neko usposabljanje C, ko sem bil kot predavatelj in potem priješ na teren, vidiš, da slušatelj z vsem spoštovanjem, ker smo imeli vsi iste težave, zelo težko vso to znanje, ki ga mi tam poskušamo predati, v teh 80 urah absorbira in prenese na teren. Se pravi, še vedno bi rabil nekega mentorja, svetovalca, kogarkoli. V katero smer misliš, da bomo mi šli ali pa na kak način? Ja, se spomnim te Nizozemske, to mislim, da bilo 2007-2008, enkrat tam, vem, da je bil ta Bert van Maverick, ki je bil selektor takrat. Tako je. Šli smo gledati, mislim, da je bil takrat drugi, ne? Mislim, da je bil Ruud van Nistelrooy, ta igralec, ki si ga prej omenil, ki je bil na terenu. In oni so že takrat poudarjali to učenje v realnih pogojih, rekli so reality-based learning. In to so oni forsirali, da se uči kandidate tudi znotraj okolja, kjer delujejo, znotraj realnih pogojev, ker na šolanju, ko priješ ti nekam, je lahko vse idealno, potem pa, ko priješ v klub, pa včasih nimaš tega in ni idealno in se mora znajti. In ta reality-based learning smo mi že vključili, zdaj na UEFA, tudi na Trener Pro je že brane predhodno, ampak recimo na UEFA imamo zdaj recimo hospitacije v klubskem okolju, ker isto delamo v skupini 4-5 kandidatov. Ravno danes grem na eno hospitacijo v Izoli, ki ima en kandidat na UEFA, kjer organizira trening za svojo ekipo
pridejo še ostali 4, plus jaz kot mentor, pa predavatelj. In ta trening on mora najprej predstaviti, kaj je cilj treninga, predhodno mogo narediti tudi analizo svoje ekipe, da je izpostavil neki problem, analizo, trening odvodi in potem imamo diskusijo, podobno kot si prej omenil za Nizozemce, da najprej kandidati ocenijo, kaj je naredil dobro, kaj ni naredil dobro, sam se oceni, kaj mu je uspelo v skladu s planom in na koncu imamo še oceno mentorja s pomočjo nekega obrazca. Tako da to smo uvedli že na nekaterih usposabljanjih, recimo v UEFA konkretno, v bodoče pa razmišljamo skupaj s trenersko organizacijo, da bi to uvedli tudi na nivoju UEFAB, med moduli, ampak s pomočjo mentorjev, ki jih bomo šolali. Bomo imeli enodnevni seminar na Brdu v mesecu oktobru, da jih usposobimo, kaj morajo oni paziti na tem obisku v klubu, ker bojo potrebni 2 obiska zdaj med moduli na UEFAB, tako da to vključujemo tudi na B, na A-ju je že in na UEFA Proju bo tudi podobno, po mojem, kot na UEFA A-ju, da delamo te majhne skupine, ki so regijsko blizu, ne, da lahko kandidati obiščejo enega kandidata v klubu, ne, ta pa poskrbi za prostor, da povabi ostale, da tam naredi najprej analizo, odvodi trening in potem še en prostor, da se naredi ta skupna analiza za diskusijo in tle se potem vsi učimo, da kritično razmišljamo, kaj je bilo dobro, kaj bi lahko bilo boljše, da to ne jemljejo osebno, ampak kot del učenja. Tako da to smo že aplicirali, bomo rekel, po tistem vzoru, ki se ga omenil iz Nizozemske, ki pravijo ta učenje v realnih pogojih znotraj kluba. Tako da, ja, jaz mislim, da je izvedljivo in da s pomočjo trenerske bomo v naslednjih letih s projektom mentorstvo in tudi večjim številom mentorjev, ki jih bomo usposobili, to še nadgradili. Pa kakšni so pa odzivi glede na vse skupaj, rečemo od teh kandidatov, feedbacki? Ja. Jaz po vsakem tečaju naredim evalvacijo tečaja, imamo eno orodje prek telefona, da vsak izpolni anketo anonimno, kjer oceni organizacijo tečaja, oceni predavatelje, oceni vsebine, pa kaj je bilo všeč, pa kaj bi lahko bilo boljše. Tako da poskušamo tudi mi dobiti neko povratno informacijo, v čem smo neke stvari izboljšali, kaj pa lahko še izboljšamo. In bom rekel, da na predhodnem maju so te hospitacije, v smislu tega učenja v realnem okolju, bile zelo dobro ocenjene in kandidati pravijo, da iz tega se največ naučijo, ko oni nastopajo, ko oni potem dobijo nek feedback nazaj, neko analizo, tako da so zelo dobro sprejete in tudi so učinkovite, po teh povratnih informacijah kandidatov, da jim je to všeč in da so se tam tudi največ naučili dejansko direktno iz prakse, analiza in mislim, da je to prava pot. Ja, pa kak si pa ti, rečemo, doživel? Ti si imel isto tako skupino 4-5, ne? Ja. Reč mi, a si ti opazil razliko med tistim prvim kandidatom, a potem rečemo enemu tretjemu, ali je že prvi naredil približno tako, kar smo mi delali predtem, rečemo, na usposabljanju? Ja, zdaj odvisno, kako so podana navodila, bi jaz rekel. Zdaj, na tem UEFA smo še bolj nadgradili na osnovi prejšnjih izkušenj. Če ti točno razložiš, kaj mora nekdo delati, na kaj mora paziti, da mora imeti analizo, da mora imeti video posnetke nasprotnika, ker imamo tudi eno temo analiza nasprotnika, pa trening glede na nasprotnika. Če jim daš jasno navodilo, kaj morajo vse pripraviti, lahko je že prvi kandidat dober. Zdaj pa, če tudi mi se učimo, tudi mi nadgrajujemo te napotke, da poskušamo, da je že prvi kandidat dober, ker drugače sigurno ti daš prvemu kandidatu veliko kritik, potem drugi je že boljši, mu daš malo manj kritik in tretji je boljši, ker je že dvakrat slišal kritike. Ne? Ja, tako da... Ravno zato sprašujem, ne? Tako da, ker sem jaz bil v enem tem krogu, ne? Ja. In pač Brane je še bil tudi zraven, ne? Takrat sem z njim komuniciral, ne s tabo, ne? In je bilo eno, okej, malo rabimo več informacij dati po mojem začetku, ne? Ja, tega sem tako da vprašal. tudi mislim, da mi dobivamo vedno več povratnih informacij in na osnovi tega odreagiramo in poskušamo tudi navodila izboljšati. Tako da zdaj recimo na tem UEFA sta bila oba obiska zdaj v mesecu septembru zelo dobra, oba prva obiska, ne. In tako da smo rekel, zelo pomembno je, kako ti skomuniciraš, kaj jim daš, da oni morajo se pripraviti, če imajo tudi neke kriterije vnaprej znane, je to lažje. In recimo, tudi mi smo prejšnji A, pa ta A je boljši tudi z naše strani v smislu navodil.
Dober. Zdaj, če mi dva gledamo generalno trener, se pravi, kdo je lahko trener, pa kaj naj pričakuje, ko bo delal kot trener, da jih malo tiste, ki jih zanima nogomet, da jih glede na to, da potrebujemo še trenerje v našemu nogometu, sploh kvalitetnih, nikoli ne primanjkuje, ne? Malo šali, malo zares, ampak tako, vemo, da s količino bomo dobivali kvaliteto tako pri igralcih, tako bomo verjetno tudi pri trenerjih, ne? Ampak kaj naj pričakuje nekdo, ki se bo prijavil na usposabljanje, prvo, kaj ga tam čaka, kakšne vsebine, na drugi strani pa kaj ga lahko čaka potem, ko bo prišel na igrišče strani in kluba, in staršev, in nasprotnikov in tako naprej. Trenerski poklic, mi rečemo, da je eden lepših poklicov, ni pa lahk, ne. Zdaj, vsak kandidat mora najprej se odločiti, da ima to željo biti trener, ker ni vsak za trenerja, ne. Ni vsak vrhunski igralec lahko dober trener, ker to je drug poklic. Eno je laufati, pa upravljati žogo, pa sprejemati odločitve na terenu, drugo je pa voditi ljudi, upravljati konflikte, motivirati, znati prenesti znanje, ne, in to jih mi učimo na naših usposabljanjih. To lahko pričakujejo, da se bojo naučili. Kako prenašati znanje na igralce in v smislu metodike, tehnike, metodike, taktike, postopnosti v kondicijski pripravi in tako naprej. In jih učimo prijemu. Zdaj pa normalno, tle imamo tudi mejna znanja psihologije na naših šolanjih, kako motivirati, kako upravljati z konflikti, kako postavljati cilje in podobno. Mi tle učimo, kako upravljati ljudi, ne, ker dejansko imaš opravka s tem v tem poklicu. In zato pač moraš imeti prvič strast, ker to igralci hitro vidijo, ali je trener motiviran, ali pride samo zaradi tistih 100, 200 ali pa 500 evrov na terenu in čaka, da gre domov. In prva stvar je strast, veselje do tega poklica, da ti to želiš upravljati, ni vedno lahko, ne, ker imamo opravka z ljudmi, s konflikti, z razočaranji, z visokimi pričakovanji staršev na eni strani, pa ne vem, z interesi agentov na določenih nivojih. Tako da je treba znati s tem živeti in doživljati tudi stresne situacije, ampak kot poklic je pa lep, ker je kreativen. Jaz vedno pravim, trenerstvo je kreativen poklic, ker ti kot individuum lahko daš neki sebe noter, daš neke svoje stvari, svoje zahteve, spravim, nikoli ne kopirati nekoga, poskušaj dati tudi neki sebe, ne, neke svoje principe, svoje zahteve, svoje razmišljanje, da ekipa osvoji to tvojo idejo, ker to je cilj, ne, da kot trener imaš neko idejo o igri, ta model igre, bomo rekli, ne, neki sklop principov in v skladu s tem tudi treniraš, ne, in to preneseš na igralce. Če hočeš, da bo ekipa organizirana. Tako da lep poklic, ampak ni vedno enostaven. Ne? Okay. Zdaj, če gremo prvo na to naše usposabljanje. Ne? V smislu samega usposabljanja bi naj trenerji nadgradili znanje ali pa kako se podaja znanje, metodika učenja tehnike, potem imamo taktiko noter in potem še imamo en kup drugih vsebin, kot smo rekli, ne vem, model trenerja, razvojne stopnje, se pravi sociologija, psihologija in tako naprej. Koliko je to v nekem razmerju na samem usposabljanju skozi, se pravi od C do Pro razdeljen? Različno. Na C-ju imamo poudarek na mladih, nekje do U13, ne? Se pravi, tam bistveno več tehnike kot taktike, ne? Samo neke osnove taktike, drugače tam bolj metodika tehnike, kako naučiti mlade igralce, kako jim dati orodje, da oni lahko nekaj potem realizirajo, ko imajo ideje. Na B-ju gremo že malo bolj uravnoteženo, že malo več taktike, več kondicijske priprave, ker imajo tudi opravka, če imajo B sposobnost, tudi že s članskimi ekipami na nivoju MNZ, recimo, ne? Tako da tudi odvisno, kaj lahko vodijo, so prilagojene kompetence. Na UEFA govorimo veliko o modelu igre. Model igre, ki naj bi bil vodilo vsakega trenerja. Trener mora vedeti, kaj želi, ko ekipa napada, kaj želi, da igralci delajo, ko se branijo, kaj želi, ko se žoga pridobi in kaj želi, ko se žoga izgubi. Se pravi, da imaš ti jasne definirane principe kot trener, v skladu s tem izbiraš vaje, da igralci potem to vadijo in da imajo neko enotno idejo in s tem postavi ekipo, da ima neko organizacijo igre na visokem nivoju. Če trener tega ne ve, potem tudi igralci tega ne bojo vedeli, ne? In tle trenerje učimo
velik poudarek je na modelu igre, na taktiki, tudi na kondicijski pripravi. Ne, potem imamo tudi potem to psihologijo malo več, ne, kako upravljati s konflikti, ker vedno više kot greš, več je stresa, več je pričakovanj, višji so pritiski. Na UEFA Pro bo tega še več, s tem, da na UEFA Pro bomo izhajali dejansko iz ekip, ki so na najvišjem rangu, ne, spravi evropski nivo, ker tudi UEFA Pro ti omogoča vodenje ekip v evropskih pokalih. Tako da v skladu z nivojem, ki lahko vodijo, so prilagojene tudi vsebine na tečajih. Vmes si omenil model igre. Zdaj, kakšna je ta glavna razlika, ko mi govorimo o modelu igre ali pa o sistemu igre? Sistem igre je samo neka osnovna razporeditev igralcev na terenu. Jaz bi tako rekel, osnovna porazdelitev igralcev in odreja neke osnovne naloge. Medtem ko model igre je več. Model igre definira principe delovanja, pa medsebojnega sodelovanja igralcev v vseh fazah igre. Ne. In takrat, ko se napada, in takrat, ko se brani, in pri prehodih, in pri prekinitvah. Ne. In tle mora imeti trener jasno vizijo, mora pa tudi upoštevati kvaliteto igralcev, se pravi, s kom imaš opravka, ne gre vedno vsaka zamisel čez, je treba tudi upoštevati kvaliteto ekipe, treba upoštevati nekje tudi tradicijo kluba. Imamo določene klube, ki želijo, da imajo tak model, ne, se pravi, tudi klubi lahko izberejo model in potem izberejo trenerja, ne. Recimo v Real Madridu ti moraš zmagovati in igrati lepo, je premalo samo zmagovati, ne. V Mariboru, ko je bil direktor Zlatko Zahović, se je tudi točno vedlo, kako mora Maribor igrati, če hoče doseči uspeh v Evropi, ne. Mogel si razmišljati o rezultatu, biti pragmatičen, ne, in tako naprej. In v skladu s tem so tu mogli tudi funkcionirati trenerji in tak model igre so mogli aplicirati na moštvo. Tako da, ja, model igre, dejansko govorimo o principih delovanja igralcev v vseh fazah igre, sistem igre pa govorimo o tej osnovni razporeditvi, ki pa tudi dostikrat je odvisna od igralcev, da ti z sistemom izkoristiš kvalitete igralcev, ki jih imaš na razpolago. Če tako rečem, sam sistem ne definira, kako boš ti igral. Model definira, kako boš ti igral. Boš ti igral s visokim presingom ali boš igral v nizkem bloku. Boš igral na hitre prehode ali boš igral z nekim kontinuiranim napadom. Tako, ker dejansko ti lahko v sistemu 4-4-2 lahko se nizko braniš, ne, ali pa izvajaš visoki pritisk, ali pa ne, napadaš nasprotnika takoj že gor v tej visoki tretjini. To je stvar modela igre, ne, to je stvar principu, ki pa trener mora imeti jasno definirane in v skladu s tem tudi izbrati vaje in trenirati ekipo na tak način. Ne glede na postavitev osnovno, ne, ki je pa sistem. Zdaj tam drugače vprašal, glede na to, kaj smo se prej pogovarjali. Ti opazuješ, rečemo, da imamo Slovenci kak podoben model igre, glede na določene tuje države, ko če gledaš, ne vem, Nizozemce ali če gledaš Špance, ekipe dosti podoben nogomet igrajo. Pri nas pa malo šali, ne, bomo rekli, da ne vem, te ekipe bliže Italiji igrajo mogoče malo bolj taktičen, zaprt nogomet, ekipe bliže Avstriji mogoče igrajo pa malo bolj ta odprt gema fuzbal, malo, če sem malo tako smešno povedal. No. Pa vemo, se pravi, ta malo bolj velik prehode, velik teka, ne toliko taktično, z neki rizika tudi. Ja, tle se strinjam z enimi mojimi predhodniki, da bi mogli kot nacija imeti mogoče malo bolj enoten model, zlasti tudi mogoče reprezentanc, da ti rečeš, imamo prepoznaven model igre, ne. Je pa res, da ene nacije, kako si rekel, nimajo vsi, tudi Italijani recimo se precej iščejo, spreminjajo, ker včasih bila ta cona, pa branjenje, pa catenaccio, zdaj v Italiji že bolj govorijo z Mancinijem, ko so osvojili evropsko, so igrali neko netipično italijansko, bolj ta španski model z veliko posesti, z veliko kontrole, z hitrimi prehodi po izgubljeni žogi in tako naprej. Pa tudi Italijani so menjali neki stil v teh zadnjih letih. Španci imajo veliko teh rondojev, oni rečejo rondoji, to so te igralne oblike,
za zadrževanje žoge ali pa tudi te pozicijske igre, ne. In to je značilno za Špance, da veliko delajo ob aktivnem nasprotniku in imajo tudi potem posledično dobro kontrolo v igri in so prepoznavni po temu. Avstrijci, da imajo izreden poudarek na teh prehodih, zelo hitro po pridobljeni žogi grejo v protinapad oziroma zelo agresivni so po izgubljeni žogi, tako da imajo poudarjene te prehode. Mi bi mogli dejansko v naslednjem obdobju tudi definirati, kakšen je pa ta naš stil igre ali pa model igre, ki ga hočemo promovirati, ne? Da bi imeli neko identiteto, to se strinjam, in v skladu s tem potem tudi izbrati primerne vaje. Ne moreš pa zdaj od vseh klubov zahtevati, da igrajo enako, ker vsak klub ima pravico, da zbere svoj model igre, pa ne vem, pride Riera v Ljubljano, kot imamo zdaj primer, igra zelo špansko, zelo, bom rekel, ofenzivno, z veliko kontrole, pa je uspešen, ne? Ima tudi dobre oceno igralce in to dobro dela. Ne moreš ti potem reči nekomu, lej, zdaj pa v Sloveniji igraj na ta način. Bi bilo pa fajn, da bi bili pa prepoznavni, ja, ker vedno tudi Slovenija je dosegla rezultate, tako kot v zadnjem obdobju, z borbenostjo, z organiziranostjo, z požrtvovalnostjo, tudi Maribor, takrat, bom rekel, so bili zelo homogeni, ne, zelo kompaktni, disciplinirani, ne, in na ta način smo dosegali uspehe na evropskem nivoju, ne, tako da mogoče v to smer bi mogli prav razviti, bom rekel, en tak model, da bi rekli, to nam kot naciji prinaša uspeh, ne. Zdaj provokativno, ne? A misliš, da lahko mi skozi samo usposabljanje rečemo neke generalne usmeritve, ali je nuja, da mi ponudimo čim večjo širino? Generalne mi usmeritve dajemo, na CPB dajemo zagotovo vso to osnovo, kar bi mogel trener nekako osvojiti. Više kot gremo, UEFA Pro, pa mislim, da če damo širino, ni nič narobe s tem, da bi rekli, ja, mi v Sloveniji smo prepoznavni po temu, imamo te osnovne vaje, ampak če kandidati pa poznajo več različnih načinov igre, ne, in več različnih modelov igre, je to za moje pojme prednost za njih, za prilagajanje potem v praksi, ker ni nujno, da ti priješ takoj na dobro ekipo, lahko boš mogel znati se tudi braniti kvalitetno, pa biti v tej fazi dobro organiziran, ker to ti je edini način glede na kvaliteto igralcev, ki jo imaš. Ko boš prišel ti v neko dobro ekipo z dobrimi igralci, je fajn, da tudi to znanje imaš, kako pa kvalitetno napadati, kako imeti kontrolo v igri, kako izvajati protipritisk, s katerimi vajami. Tako da jaz mislim, da je pomembno, da jim damo širino, da se znajo potem prilagoditi, nekdo, ki ima širino, se bo lažje prilagodil na različne situacije, ki jih čakajo v praksi. Niso pa vsi klubi isti v Sloveniji, ne? Imamo klube take in drugačne, z dobrimi, z malo slabšimi igralci, s takim proračunom, z drugačnim proračunom. Tako da jaz mislim, da trenerji skozi usposabljanje morajo spoznati več različnih modelov igre, kako si lahko z določenimi igralci uspešen, ker potem odvisno od situacije, ki te čaka v praksi. Meni je dosti zanimivo bilo, ne, ko zdaj, ne vem, že zelo veliko igralcev sem imel možnost pač gostiti v oddaji noter, in ko se pogovarjaš, ne vem, takoj, ko je bil na Češkem, Poljskem, ne, je bilo to, tudi treninga veliko je bilo na moči, na fitnessu, na teh stvarih, ne, bolj, ko si šel proti Španiji, Portugalski, zelo veliko teh pozicijske igre, tudi Nizozemci so tu nekje vmes, ne, zaradi koliko je v samem prostoru, kjer ti deluješ, ne, so zelo različne ideje in samega trenažnega procesa in potem ideje znotraj neke igre, ne. Čehi, zdaj nazadnje sem imel pač po nekem slučaju možnost neko drugo češko ligo gledati v živo, ne. To je res veliko teka, podobno kot Avstrijci mogoče, ne, veliko teka, veliko tehničnih napak, dosti solidna taktična disciplina, ampak visoka intenzivnost skozi celotnih 90 minut, ne. Zelo malo nekega taktiziranja, če bi tako rekel, ne. Zato sprašujem, ker se mi zdi, pri nas imaš pa zelo različne in pristope in potem same realizacije na terenu, ne, da kam bi mi lahko šli, no. Sej nisi prvi, ko te to sprašujem, ne. Sej, to je vprašanje zelo kompleksno in tle so že začeli na trenerski organizaciji razmišljati o temu.
Jaz sem tudi na enem sestanku rekel, gledajte, mogli bi se dobiti ozka skupina trenerjev ali pa lahko tudi širša, no, ampak kjer bi kot slovenska stroka sprejeli odločitev, v katero smer želimo, na kakšen način želimo mi kot nacija igrati. Tle bi mogli biti vključeni tle najboljši strokovnjaki, pa te, ki so imeli že izkušnje, pa so že dosegli uspehe v preteklosti. In to je najmanjši problem potem, ko imaš ti neko smer, dati tudi na usposabljanje. In sem zato, da kot Slovenci rečemo, če ti bereš hrvaško literaturo z Jozakom, reče, Hrvati smo narod, kjer želimo imeti kontrolo, kjer želimo imeti dominacijo v igri, smo taki narod. Oni imajo neko identiteto, v katero smer želijo igrati. In če pogledaš ti hrvaško reprezentanco, na veliko tekmah ima neko dominacijo, ima kontrolo, ima tudi to individualno kvaliteto, da lahko tako igrajo, in so se tako odločili. In mi tudi bi se mogli mogoče odločiti, to je naša smer, dajmo tako potem tudi šola trenerje, to je najmanjši problem, ampak v neki širši skupini sprejeti odločitev, da imamo neko identiteto tudi mi kot Slovenija. Da ne boš rekel, sej eden tako in tako. Ne, slovenski način je tak. Tako kot se ve za Špance, tako kot se ve za Hrvate. Jaz mislim, da tle je tudi naslednji korak naše trenerske v sodelovanju vseh, ki smo zainteresirani, da postavimo tudi mi neko slovenski način igranja. Ja, pa da še malo združimo te naše moči, pa da se še malo več pogovarjamo. Tako. Mene je to tudi zanimivo, da ko trenerje, ki sem do zdaj gostil, jih redno sprašujem, kakšen je nek osnovni tedenski cikl, s katerim funkcionirajo. Zdaj, če gledam samo, gledam Dejana Grabiča, ali gledam Luko Elznera, ali Simona Rožmana, ali Nermina Bašiča, zdaj, vsi imajo neke svoje, ne samo detajle, ampak tudi drugačne pristope v trenažnem procesu celega tedna. Čeprav moramo pa reči, da vsi pa se zelo poslužujejo in igralnih oblik, in izhajajo iz igre in tako naprej. Se pravi, pač dosti podobno poskušajo nek napadalni nogomet igrati in vse ostalo, ampak princip, kako pa priti do tega končnega cilja, je pa zelo različen. Ker tu bi te zdaj vprašal, ker ti tudi, ko si zaključil z igranjem, pa zaključil, z samim usposabljanjem pa izobraževanjem, ko si stopil na teren, se še spomniš, je bil sam trening tisto, kar si ti pričakoval, da bo preden si začel delovati kot trener? Ali je že to predaleč nazaj? Ne, ampak če pogledam moje začetke, pa po nekih letih ti se kot trener razvijaš, in to ti da praksa. In vidiš, kaj je dejansko pilo vodo ali pa imelo nek učinek, katere vaje, kaj si dosegel z določenim pristopom, pa na osnovi tega potem tudi neke stvari spreminjaš, pa menjaš, nadgrajuješ, in tle se razvijaš kot trener in to ti da praksa. Zagotovo pa znotraj usposabljanja mi moramo dati trenerjem neko dobro osnovo, na katerem bojo oni gradili naprej in se dodatno razvijali. Zdaj, če kot si omenil prej neka imena, da so razlike, je to nekaj normalnega. Tudi na najvišjem nivoju, če pogledamo najboljše trenerje, ki osvajajo evropske pokale, vsak ima neko svojo specifiko. Ne delajo vsi isto, ampak neko osnovno znanje pa imajo zelo visoko, vsak pa potem pridoda še nekaj svojega. In tle pol prihaja do razlik med trenerji, ker ne moramo zahtevati, da bojo kopije nekoga. Tako da to je nekaj normalnega, da so razlike, neka osnova bi pa mogla biti dobra in to pa morajo dobiti oni skozi usposabljanje. Ker hotel sem to vprašati, če se ti spomniš, ker ne vem, jaz, ko se zdaj kdaj pogovarjam s kakim mladim trenerjem, ki je začel ali pa ko je prvo leto na terenu, začne ugotavljati, da je to precej drugače, kot si je predstavljal, da bo izgledalo njegovo delo. Se pravi, časovni okviri, komunikacija, vse te veščine, ki jih trener bi naj pridobival, ko govorimo na usposabljanju, ampak ko si ti sam na terenu z 20-15 igralci, pa še 5 ali pa 10 staršev zraven, ko te gleda, ko ocenjuje tvoje delo, je sam ta feeling povsem drugačen. Se pravi, občutki, kako čas teče in priprava na to, zato te sprašujem.
o tem, kako smo videli 20 Ja, let ja. nazaj delala, pa kako bi danes Razumem. delala, če bi začela, ne, Ja. vema, da, ne vem, obdržala bomo 15% vsebine mogoče. Ne. Ja, razumem, ja, zdaj. Veliko trenerjev, tudi sam osebno sem recimo želel preveč stvari naenkrat narediti, recimo na enem treningu. Potem se pa ti skozi leta naučiš, da je boljše manj, pa kvalitetno, pa da se bolj osredotočiš na detajle, pa ne toliko vaj, ampak tiste vaje, da se izpeljejo kvalitetno. Sama izvedba je pomembna in to smo se naučili potem skozi prakso. Ti lahko planiraš ne vem kaj na papirju, ne, potem pa vidiš, da včasih ne gre vse to, ali organizacijsko, ali da neka vaja ne steče, ali da imaš neke šume še nekje in je boljše manj planirati, pa tisto, kar se planira, da se res kvalitetno naredi. Včasih se pa tudi neka stvar lahko ponesreči, pa vidiš, da si dal mogoče prezahtevno vajo, pa da bi mogoče narediti korak nazaj, pa poenostaviti ali pa iti na eno mogoče lažjo vajo, predtem, ko greš da včasih hočemo preveč naenkrat ali pa prehitro od nekih doseč. In na osnovi tega se učiš, ne, kot trener. In to ti da praksa, to ti da vsakodnevno delo. Jaz, ko sem začel kot trener, vem, da sem delal dosti napak, na katerih se učiš. Moraš pa znati kritično razmišljati. In ne izhajati iz tega, da si najboljši trener že prvi dan, da vse veš in vse znaš. Ne, ker to je največja napaka. Še preden si na terenu. Ja, nekdo, ki nič ne ve in da to pove, rečejo, ja, saj ve, da nič ne ve. On, pa misli, da vse zna, tisti je v hujši situaciji. Ne? Svaj, ti se moraš neprestano učiti tudi svojih napak. In s tem potem ti dobivaš kot trener. Svaj, moraš biti tudi samokritičen. Ne? In če ti nekdo nekaj reče, da ti da neko kritiko, to mislim, da je dobro, da ti je povedal, ker s tem hoče, da se izboljšaš. Če pa to vzameš osebno, potem da se užališ in to mislim, da pol ni dobro za tvoj razvoj, ker vsi se učimo, tudi kot predavatelji se učimo, tudi kot trenerji se učimo, tudi kot učitelji v šoli se učimo, ne? In smo lahko naslednji dan boljši. Zdaj, če tako razmišljamo, potem lahko napredujemo. Jaz bi tu mogoče eno stvar še zraven dodal, ne? Prejšnji oddaji je bil Sašo Udovič, pa sem ga vmes vprašal, če kdaj izkoristi poznanstva iz tujine, kako oni rešujejo težave v klubih. Ne? Pa je rekel, viš, da na to pa niti dostikrat ne poštudiraš. Ne? In verjetno tu isto velja. Ne? Jaz bom rekel osebno, pač sem imel kar nekaj stika z mladimi trenerji v klubih, kjer sem jaz deloval, ampak še vedno, ne, po mojem ne vedo, pa bi jaz tudi tisti, ki poslušate, ne vam ne bo neroden, pokličite, vprašajte tistega kolega, ko ga imate starejšega, ker vam bo zagotovo bržo kak trening pogledati, pa kak dober nasvet dati, kako zadevo izboljšati. Jaz moram reči, da zaenkrat imam same dobre izkušnje, pa tudi, ko smo se pogovarjali, ne vem, s bivšimi selektorji, zdaj pa še s kom drugim, ljudje si vzamejo čas, pa si pomagajo, ker nam je nogomet vedno interesov. Tako da mentorstva boste našli, isto bo pa naredil, da bo še mentorstvo v prihodnje boljše. Ne? Skupaj s trenersko organizacijo. Tako da tle mislim, da smo nastavili dobro in da sodelujemo dobro in da imamo neke skupne cilje. Ker mentorstvo je en projekt, ki mislim, da lahko pridoda trenerski stroki in da pomaga mladim trenerjem, da te izkušeni trenerji pomagajo mladim trenerjem z nasveti. Ne slabo namerno, ampak to, ko smo prej rekli, z dobro namerno kritiko, da se ga izboljša. Ne? Če bojo tako jemali te kandidati, potem bo mentorstvo zelo koristen projekt. Ok, zdaj eno tako vprašanje, ki te nisem prej nič pripravil na njega, ampak te bom vseeno vprašal, glede na to, da oba tudi smo govorila, jaz sem bil 2 dni nazaj per Samo Masleši na enem usposabljanju, ne? Glede njegovega programa, ko zanima, imamo tudi oddajo z njim posneto, ga poište. Vem, da si ga ti tudi zdaj v samo usposabljanje trenerjev vključil. Zelo veliko poudarka, recimo, če gledamo v modernem času, tudi v knjigi Razpon, ko jaz dostikrat rad uporabim, ne, da Federer je šele tenis začel igrati resno pri 15 letih, da dosti nogometašev je začelo kasneje igrati nogomet, pa so se prej ukvarjali z raznimi drugimi športi. Ne.
recimo tudi za Zidana poudar samo, da je prej treniral ne vem kaj vse, med drugim pač absolutno judo, ker je to njegov šport, ne. Ali tudi mi kot tisti, ki bomo usposabljali zdaj mlade trenerje, sploh ki bojo delali z najmlajšimi, kako, se razmišljaš ti o tem, da bi se razširilo ali pa da bi bilo smiselno dodajati druge vsebine, govorimo pač o splošni koordinaciji, načinu tehnike teka in vsega ostalega. Ja. Samo to sem povabil pred leti, ja. Več kot 1 leto zagotovo smo ga vključili na naš UEFAC, ker je govora o gibalno vsestranosti, o tej širini. Tudi mi smo mnenja, da zgodnja specializacija lahko škodi, ne, da ne da te širine otroku v razvoju, in če se otrok ukvarja še z drugimi športi, kot se da primer Zidana, da se z judom pa z nekaterimi drugimi športi, je to lahko samo plus. In ta gibalna vsestranost je poudarjena znotraj UEFAC šolanja, imamo veliko ur, tako praktično kot teoretično, da se poudari to trenerjem, da če nekdo pri U8, U9 ima željo še, da gre na šolo teka ali pa atletiko ali pa akrobatiko ali pa judo, ne, da je lahko to samo plus za njegov razvoj kot nogometaša in da tle ne smejo ovirati. In tudi te vsebine jim dejansko posredujemo mi znotraj UEFAC, tako da je velik poudarek je tudi na tej gibalni vsestranosti, tudi na fakulteti. Tudi UEFA spodbuja ta movement diversity, to širino v učenju, ne, v tem gibalnem učenju, in tle imamo poudarek znotraj UEFAC in tle bomo imeli tudi poudarek znotraj Mladi B. Ta šolanja, ki so namenjena razvoju mladim. Tako da ja, samo bo tudi v prihodnje še naš gost na usposabljanjih. Hotel sem tudi reči, rečemo, Sandi Sejdinovski je bil gost, ki je zelo navdušen nad delom Ajaxove nogometne šole, pa tudi Nermin Pašič, recimo, ne, pa oba sta poudarjala pač več zadev tu znotraj. Se pravi, en del je, da imajo Ajax pač to veliko širino, ne vem, enkrat na teden igrajo košarko, tudi mislim, da je samo to izpostavil, da imajo zelo veliko različnih drugih vsebin, od plesa, gimnastike, drugih športov se vključuje, da pri mlajših je pa zelo izrazito to, da na treningih ko se igra, se jih ne vodi, ne. Kaj gremo pa mi kaj v tej smeri, se pravi ponovno našega usmerjanja, naših trenerjev, ker vemo, da ko je U9 turnir, ne, kjer se ne igra za nič, da ne bo pomote, tu, ko si prej omenil hrvaškega direktorja športnega Jozeka, sem ga jaz poslušal v enem podcastu, kjer je zelo v neko diskusijo sam sebe spravil, ali 9-letnika učiti zmagovati ali ne, ne. Ker če ga boš dosti hitro naučil zmagovati, potem se bo pač navadil zmagovati. Se pravi, da ne bi sam igral, ne. Sploh take, kot vemo, da bojo nekoč dobri nogometaši ali pa bojo igrali za državno reprezentanco. Čeprav pri U9 je včasih to težko, ampak vseeno. Na drugi strani pa vemo, to sem hotel reči, ne, ko je U9, imamo 66 trenerjev, polovica je tek staršev ali pa še več, ne, ponavadi tehnični trener pa še kdo zraven, ki samo tulijo in usmerjajo te igralce in jih ne pustijo, da so kreativni ali karkoli drugega, pa če že gledamo, ne. Kak je tvoj pogled v tem? Kam bi naj tudi ta naša smer šla? Ja, mislim, da tle smo naredili veliko delo z učnim načrtom NZS. Tudi mi smo to zaznali na Nogometni zvezi skupaj z inštruktorsko službo. Jaz sem pač tudi bil prej inštruktor, smo bili pač pogosto na terenu, vidiš stvari v klubih, kaj se dogaja, te probleme, ki si jih izpostavil. In sam učni načrt NZS, ki imamo zdaj od U7 do U13, zajema to, da vsaki trening naj bi trenerji dajali igro. Vsak trening naj bi zajemal igro, ker tudi UEFA spodbuja ta fun, igra, otroci se prihajajo igrati, ne samo trenirati in uriti, ne, ampak tudi igrati, in tudi zabava bi mogla biti pri tej starosti.
Tako da ta učni načrt zajema tudi to, da na vsakem treningu naj bi bilo nekje od 20 do 30 minut vodene ali proste igre. Tudi prosto, da jih dostikrat daš, da prosto igrajo in da ti kot trener samo opazuješ, kaj se dogaja, kak je transfer nekih tvojih informacij. Če jim ti ne daš proste igre, ne moreš vedeti, ali je on neke stvari razumel ali ne. Če vsakič ti diktiraš neke odločitve iz strani, pa če jim daš vsakič 2 dotika, pa jim ne omogočaš preigravanja, ne omogočaš prodora, ki je sestavni del igre, ne, če rečeš Messiju, igraj na 2 dotika, potem Messi nima več vrednosti, ne. Moraš ti omogočati prodor, ker včasih je boljša rešitev kot pa 2 dotika, ne. In na ta način je ta učni načrt zgrajen, da spodbuja te trenerje mladih, da vsak trening dajo igro in dostikrat tudi prosto igro, brez teh intervencij. Je pa res, da v praksi so taki in drugačni trenerji, kako take spremeniti, to je problem. Ampak te nove generacije trenerjev imajo te usmeritve in s pomočjo učnega načrta, ki jih vodi v procesu dela, mislim, da je NZS naredila velik korak naprej, ampak zdaj to moramo nekako implementirati, da se čim več dela po temu, ker ima vse te smernice in gibalne vsestranosti, da gremo v širok razvoj in postopnosti glede učenja tehnike, taktike, to vse zajema učni načrt do 13. leta in da tudi trenerji se zavedajo, da otroci prihajajo dostikrat tudi na trening uživati in zato je tudi treba dati igro, tudi prosto včasih, ne. Tako da, ja. Zraven bo treba še pa malo starše pol izobraževati in poslati ta učni načrt, da ga bojo razumeli. Starše pa je naloga vodje mladinskih programov, jaz to vedno rečem, vodje mladinskih programov pa trenerji, dajte imeti sestanke starši, ker če so starši usmerjeni, je manj težav. Ker če pa samo starše daš nekam na stran in da jim nič ne govoriš, potem znajo biti tudi problemi, znajo se najti problematični. Če pa ti tudi starše znotraj kluba kdaj izobraziš pa informiraš, kako naj bi se obnašali, pa če imaš kakšen kodeks obnašanja, kaj je njihova vloga, da na tekmah se pozitivno spodbuja, da se ne vodi igralcev, se pravi, ti jih lahko informiraš, kaj je njihova vloga in kako so lahko koristni ekipi, potem je dosti manj težav, kot pa če jih prepustiš na stran, pa da se sami odločijo, kako se bojo obnašali, ne. Ponavadi fajn je, da tudi postaviš pravila, pa da tudi s starši se komunicira, ampak da se jim postavi mejo, kaj je njihova vloga, do kje lahko grejo, kje je pa trener. Pa ima, rečemo, verjetno ne moreš govoriti o nogometni zvezi, ampak če govorimo o tem tvojem sektorju, ne, usposabljanja, misliš, da je bilo smiselno, da se tudi pripravi iz strani, rečemo, tvojega dela, kaj za klube ali pa za trenerje kot pomoč, da bi lahko oni pol, rečemo, lažje kakšne stvari predstavili? To pa mislim, da je bilo že narejeno, kar v oddelku za grassroots, kolega Korant, vem, da imamo te zelene kartončke, ki se jih dobi na nogometni zvezi ali pa preko teh grassroots, teh koordinatorjev nogometa za vse, ki jih imajo vsaka regija, da se zaprosi za te kartončke, ker tam piše tudi neke fair play pravila, pa kako naj bi se starši obnašali tudi na tekmah in ta kartonček je tudi temu namenjen, v neki vzgoji vseh deležnikov in tudi staršev, ko je proces treninga ali pa tekme. Se pravi, če kdo karkoli rabi ali pa če ne najde, ne gospoda Korenta pokliče. Naj mu mail napiše, da ne bo imel preveč telefonov. Vse te bojo, sam en naval bo, ne boj. Je pa fajn, da ljudje vejo, da to obstaja in da so že te stvari narejene in da se lahko tudi dobijo preko koordinatorjev nogometa za vse. Ja, zdaj, midva sva načeloma tekmo odigrala, bi pa še tu za trenerje še eno zadevo zraven vsem povedal o teh najnih podaljških, ne, povedal ali pa da nam ti malo dodatno predstaviš. Bom pa verjetno enkrat tudi probal Primoža Jelena, ker vem, da je odgovoren za celotno zadevo, ali ni. Vem, da je predstavljal letos v tem letu zadevo. Govorimo o e-treningu. To je pač na sektorju, se pravi, te ne skautske, ampak Registe. Prosim? Na registi. Na registi je, ne, ampak kdo skrbi za e-trening?
To bi prvo vprašal. E-trening je aplikacija, ki je, bom rekel, nadgradnja učnega načrta, ki vsebuje dejansko učni načrt in vsebuje tudi video vsebine. To smo skupaj pripravljali z inštruktorsko službo. Mislim, da je zelo, zelo dobro orodje za trenerje, ker se lahko dela sistemsko po nekem načrtu, kar je v ozadju ta logika učnega načrta. Hkrati pa ti, ko imaš neki trening, neki cilj treninga, imaš pa tudi dostop do vaj, ki so narejene zelo kvalitetno, z skicami, z opisom, z dimenzijami, z organizacijo in zraven še video posnetek. Tako da to je bilo vloženega 2 do 3 leta dela, tle nas je delalo 10-11 ljudi na tem projektu in smo izkoristili ta korona čas, da smo delali te komentarje, trenerjeva navodila, organizacijo, snemali vaje in mislim, da smo zelo kvalitetno izkoristili in to mislim, da zelo, zelo dober produkt, da imajo trenerji kot pomoč pri njihovem delu, ker so usmerjeni, imajo veliko vaj na razpolago, imajo trenerjeve napotke za različne starostne kategorije. Tako da mislim, da je to skupaj z inštruktorji smo tle opravili veliko dela. Kdo lahko dostopa do e-treninga? Do e-treninga lahko vstopajo trenerji, ki imajo plačano članarino in ki bojo opravili te specializirane seminarje. Na teh licenčnih seminarjih je predaval kolega inštruktor in je te informacije že dal na teh licenčnih seminarjih CPB. Tako da mislim, da tudi vsi te so že dobili dostop. Povratne informacije so zelo pozitivne. Veliko ljudi so zadovoljni, kaj imajo tam na razpolago, kako jih aplikacija vodi. Ti si lahko potem sprintaš trening, imaš lahko tudi na tablici, ko greš na igrišče za pomoč, kakšno stvar si tudi lahko pogledaš, ne. Tako da mislim, da je to eno orodje, ki nam bo koristilo v bodoče za dobro delo trenerjev mlajših kategorij. Tisti, ki ne veste, gre tisti trenerji, ki imate normalno dostop do registra, kjer se itak prijavljate na vse licenčne seminarje in ostale stvari. Imate zavihe, ki je trening, tam pa potem tudi zelo lepo celotna zadeva. Jaz pa tudi upam, da v eni od prihodnjih oddaj Primoža Jelena, ker vem, da je to tudi predstavljal, bil zraven zelo aktivn. Trenutno večina treningov ali pa vsebin je za starost nekje do U15 narejeno. Do U13. Do U13. Ja. In se dopolnjuje še za naprej, ne? Ja, trenutno je U7, U9, U11, U13 so narejeni učni načrti in tudi vključeni notri v to aplikacijo e-trening in v skladu s tem tudi velik nabor vaj, ki jih bodo trenerji lahko koristili ali dodali svoje, recimo, ne. Tako da ta aplikacija naj bi se potem tudi nadgradila v naslednjih letih, mogoče na starostno kategorijo U15, U17, da bi imeli še večjo podporo trenerji pri njihovem delu, ker več glav več ve, mi smo to tudi veliko literature prelistali, nekatere akademije obiskali in poskušali ste najboljše vključiti v ta projekt e-trening. Ok, čisto na koncu, ne? Kaj ti meniš, kam bo šlo usposabljanje v prihodnje? Glede na to, da ne vem, določeni gosti, ko smo jih imeli, Pušnik, vem, da je rekel, da je imel v Iranu 20 ljudi v stafu, v Hajduku jih je imel 25, vem, da tudi Elzner jih ima zdaj, mislim, da nekje 15 v Lavru. Se pravi, ti trenerji, ki delajo po tujini itak, ali pa v večjih klubih, ne, je ta stav zelo velik, ne? Ker zdaj gledamo, da so prav že v sekcijah noter, da ne vem, za performance team, ne, se pravi tisti, ki skrbijo za zdravje, kondicijsko pripravo in vse ostalo, je en tim in je lahko noter tudi po 5-6 ljudi. Potem imaš pa samo tiste, ki bojo delali tehnično-taktične vsebine, se pravi glavni trener plus, ne vem, 4 pomočniki. Imaš tisti videoanalitični tim, kjer so lahko po 3-4. Na Domžalah so imeli psihologa, se pravi, so imeli 3 psihologe, en je skrbel za stav, pa 2 za ekipo, ne. Se pravi, kam bo šlo to usposabljanje naprej, ena je razpršenost in potem tisti glavni trener, ko bo vse skupaj mogel znati povezovati. Ja, mislim, da gre v smer vedno več specialistov,
ker se je pokazalo, da sam trener ne more vsega obvladati, mora pa obvladati osnove, da lahko komunicira z vsemi specialisti, pa da jih lahko poveže, pa da lahko ta tim funkcionira, tako kot si rekel prej, da so imeli ljudje številčne strokovne time. Ti kot glavni trener potem moraš vseeno neke osnove znati, da lahko nekaj povežeš med sabo, ne? In že zdaj se kaže, da se gre pač v to specializacijo in za vratarja, in za kondicijsko pripravo, in za analitiko, in za mlade v končni fazi, ne? Tako da mislim, da se grejo ta specifična znanja naprej razvijati. Same te osnovne diplome pa moraš dati dejansko te glavne informacije, da lahko te specialisti potem med sabo funkcionirajo in da ta tim lahko uspešno sodeluje, ker če imaš ti strokovni tim, ki ne sodeluje dobro, potem kot glavnemu trenerju se ti ne piše dobro. V nobenem primeru. V nobenem primeru. Ja. Ok, a smo kaj bistvenega pozabili? Mislim, da ne. Mislim, da kar si me vprašal, sem poskušal kar se da izčrpno odgovoriti, tako da mislim, da je bil pogovor kar širok. Za prvič nisem hotel preveč zmatrati, ne? Veš, da boš še kdaj želel sodelovati. Nekam dolgo trajajo te tekme. Dolgi so te podaljški. Niso, zdaj šele prvega igramo. Dokler ni penalov, veš, je vse v redu. Ne, lej, še enkrat hvala ti. Jaz upam, da tiste, ki zanima, ali pa ki jih tako informativno, ali tiste, ki bi želeli postati trenerje, da smo približno predstavili, kako poteka neko usposabljanje. Za sam trenerski del je tako zelo težko razložiti, ker moraš biti na terenu, da občutiš zadevo, ne. So stvari, ki jih ne moreš doživeti na tribuni in moraš biti na igrišču, da vidiš tiste spone in padce. Ne? A kaj pogrešaš zdaj? Ja, trenerski poklic pogrešam, ja, zagotovo. Tako da upam, da bom lahko kdaj kombiniral ali pa se vsaj vrnil blizu trenerskega poklica, da ne bom samo iz pisarne predaval, ampak tudi iz terena. Tako da ja, trenerski poklic je zame lep poklic. Ja, tako da upam, da se še kdaj vidimo na terenu, no. Drugače pa tiste, kot sem rekel, če rabite informacije, poiščite na Nogometni zvezi, imate zavihke tudi za trenerje posebej, tudi lahko vidite, kaj se dogaja na teh licenčnih seminarjih, za katere skrbi večinoma sicer Zveza nogometnih trenerjev, se pravi za usposabljanje, pa če vas kaj zanima, boste pa isto kaj poklicali, pa vam bo tudi razložil. Imamo tudi mail usposabljanje.trenerjev@nzs.si, tako da mogoče tam bojo dobili hitro odgovor, ker imam še par sodelavcev, ki zelo hitro, ažurno odgovarja. Ja, drugače pa upam, da smo dosti dobro predstavili zadevo, drugič pa mogoče bom zarila v kako bolj specifiko, kako se zadeva dogaja na terenu ali pa v predavalnici, da mogoče tudi ta del se predstavi, ker je lahko zelo, zelo zanimiv, ne? Tudi lahko, ko bo naslednjič oddaja. Ko bo naslednjič. Hvala. Isto, ful ti hvala, da smo lahko poklepetali malo o tehle zadevah, no, pa da si predstavil, ker menim, da je nujno, da se seznani z vsemi novitetami, ki bodo v naslednjih letih. Imam pa občutek, da ko boš postavil eno stvar, da bo vmes že 3 nove se pripravile, pa boš mogel spet spreminjati. Upam, da bo nekaj cajta držalo, ampak ja, še kakšna nova stvar pa se bo hitro najdla. Ja. Tako da dodajamo in tudi jaz se tebi zahvaljujem za vabilo, pa pozdrav vsem gledalcem, poslušalcem. Upam, da si užival, no. Ok, dobro. Ja. To je to za danes. Še enkrat klikite, če vam je všeč, delite komentarje. Lep pozdrav, pa se vidimo naslednji petek. Zaključili smo še eno oddajo podcasta iz Centra Gol. Še enkrat smo pokazali, da je nogomet veliko več kot le zmaga in poraz. Če ti je bila oddaja všeč, klikni, da ti je bila všeč, napiši komentar, sledi nas na Instagramu, Facebooku, YouTubeu. Drugače, za danes je bilo to vse. Hvala, da si bil z nami. Vidimo se naslednji petek v novi oddaji iz
centrov bolj.